Z nami je Katja Vrhovnik iz Tunc. Pred časom je obiskala Južno Ameriko. Nam lahko kaj več poveste o vaši poti? Ja, obiskala sem Brazilijo, Argentino pa del Čila. Moram reči, da vsaka država za sebe posebna, drugačna, da so med sabo razlike v kulturi, hkrati pa tudi cenovne. Se pravi, Brazilija, če jo primerjamo s Slovenijo, so ljudje zelo prijazni, odprti, pripravljeni pomagati, s tabo grejo tudi 5 kilometrov, zate plačajo karto, tako res neverjetno. Je še zelo posebno primerjanje s Slovenijo. Argentina je tako, da je v bistvu kar precej draga, skoraj take cene kot v Sloveniji, mogoče kakšne stvari za malenkost celo dražje. Ljudje so tudi odprti, prijazni, ima ogromno enih lepot, ogromno je določen del, ki v bistvu spominja na Slovenijo, s tem, da je vse v bistvu precej večje. Je pa tako, da v bistvu fascinantni so tisti ledeniki, ki jih vidiš, ki nobena slika ne more pokazati, tako italijansko vidiš, ki pade košček ledu v jezero in ko slišiš, ko se glas razleže posod, je tako nepopisno lepo. Tako da je fajn. Čile pa tudi v bistvu 365 dni v letu imamo in tam 310 dni v letu dežuje. Tako da je več ali manj bil kar dež, no, 2 dni smo imeli srečo, da je bil sicer sonce, ljudje ne nosijo dežnikov, zdaj ne vem, zaradi tega, ker preveč piha, pa se bojijo, da bo jih uničili, razmetali, tako da so kar mokri, je pa v bistvu tudi narava zelo lepa. No, pa glih pomlad je bil, se pravi, vlasen oktober, november, tako da je super za potovanje. Si šla sama ali v skupini? V bistvu sem šla sama, s prijateljico, s tem, da najprej en del smo šli 3 prijateljice, pol samo še 2, pa šla pa ona domov, pa sem šla še sama malo naprej. Si se učila španščino ali pa portugalščino, ali se da z angleščino pridati čez? V Braziliji je zelo obupno, zato ker ne govori noben angleško. Portugalščina je pa grozno težek jezik, vsaj zame, tako da smo se zelo težko sporazumeli. Tako da smo bolj napisali, risali, zelo napljene tam, da smo pokazali kraj, da smo lahko vsaj karte kupili. Španščina je pa v bistvu toliko lahek jezik, da smo ga 1, 2, 3 usvojili brez problema, čeprav pa nisem nič študirala, ampak ti gre hitro tiste besede, obračaš po imko, tako da se da z njim. Morda načrtuješ v bližnji prihodnosti kakšno pot? Zaenkrat je igri Islandija. Zato, ker je recesija, ker je zdaj cnej? Zato, ker je glih gor en skalpski džembari, smo gor pogledali. Ja, najlepša hvala.